Judoisti Impola se pospešeno pripravljajo za nove tekmovalne izzive. Dobro delo v zadnjem obdobju daje tudi rezultate. Tako bodo njihovi 3 tekmovalci nastopili v kimonu z državnim grbom. Na svetovnem kadetskem prvenstvu, ki bo v bolgarski Sofiji od 27. do 31. avgusta, bo na tatami in to v kategoriji do 73 kg stopil Luka Kodrić. Pripravljen se mi zdi, da sem zelo dobro. Imel sem tudi zelo dosti priprav, sem imel zelo malo časa za sebe. Dosedno celi cajt bil samo trening in upam, da se bo splačalo. 16-letni Luka Kodrić bo prvič nastopil na svetovnem prvenstvu. Letos sem začel z evropskim pokalom v Genovi, sem osvojil 5. mesto, to je že bila norma za EOF in evropsko prvenstvo. Za svetovno prvenstvo pa še ni bila, potem pa sem še osvojil 3. mesto na evropskem pokalu Teplice, ki sem si s tem priboril svetovno prvenstvo. Kakšna so torej pričakovanja, kje se vidiš, koliko borci želi zmagati, torej kako daleč? Ja, upam, da prijem do konca, ne. Pač ciljam na rezultat, drugo pa bomo vse videli na tekmi. Na tem prvenstvu bodo barve Slovenije zastopali 3 judoisti in judoistka. Na slovaškem v Bratislavi pa bo od 4. do 6. septembra Evropsko mladinsko prvenstvo. Krstni nastop v tej konkurenci pod slovensko trobojnico pa čaka Timoteja Kosa in Gala Blažiča. Blažič bo na prvenstvu meril moči v kategoriji do 60 kg. Zdaj so nekako še 2 tedna do evropskega prvenstva, tako da se zdaj še maksimalno pripravimo do konca in to je to. Je pa to moje prvo evropsko mladinsko prvenstvo, prej imam 2 medalji iz kadetskih, tako da je to moj krstni nastop za mladince. In kako do evropske vozovnice? Ja, nekako to vozovnico sem si pridobil z lanskimi rezultati in prejšnjimi na kadetskem nivoju, tako da se lahko zdaj dokažem še pri mladincih. Galovi cilji pa so vedno visoki. Sigurno ciljam na medaljo in to zlato, tako kot vedno. V težinski kategoriji, kjer borci ne smejo tehtati več kot 90 kg, bo med evropsko elito poizkušal čim dražje prodati svojo kožo Timotej Kos. Zdaj v preteklih 2-3 mesecih sem bil na Kopah prvo na reprezentančnih pripravah, potem smo imeli priprave v Izoli, zdaj na koncu še zadnje priprave v Splitu. Priprave so bile zelo močne in sem veliko dobrih borb delal. Mislim, da sem zelo dobro kondicijsko pripravljen na tekmovanje in da ciljamo čim više. 19-letni Impoljčan je moral izpolniti tudi zahtevno mednarodno normo. Torej, za ta poziv sem prvo mogel narediti uvrstitev na evropskem pokalu. V Gradcu sem osvojil 5. mesto, ker sem z zelo dobrimi borbami, ki sem jih prikazal, se uvrstil v finalni blok, potem sem za 3. mesto proti Avstrijcu izgubil, ampak sem se z 5. mestom uvrstil na evropsko prvenstvo. Barve Slovenije bo na prvenstvu branilo 7 judoistov in 5 judoist. Podatek, da bodo kar 3 mladi Impoljčani nastopili na 2 tako velikih tekmovanjih, v prvi vrsti godi tudi trenerju Filipu Leščaku. Ja, že sami rezultati kažejo, da se v klubu dobro delajo, da fanti dobro trenirajo, da so zavzeti, ker če nimajo oni volje, ne moramo mi delati brez dobrih tekmovalcev, zavzetih. Upam pa, da bo ta generacija prevzela breme teh starejših in bojo oni potem vodili ta judo v Slovenski Bistrici članski del.